Govoriti o pravicah in zaščiti slovenske narodnostne skupnosti ne pomeni spomniti se samo Ozima ali Londonskega sporazuma. Za nami je vsaj 100 let napora za priznanje narodnostnih pravic, včasih celo za samo priznanje obstoja. Tako za časa Avstro-Ogrske monarhije kot za časa italijanske kraljevine, tako za časa fašizma kot pod anglo-ameriško vojaško upravo, tako za časa trikolorizma kot za časa demokratičnega dozorevanja se je dogajalo in se dogaja, da nismo le prikrajšani za pravice, ki so sprejete in zabeležene v najvažnejših državnih in mednarodnih listinah, temveč smo bili in smo priče stalnemu naporu, da ne bi bili nikoli in nikjer uradno zabeleženi, da ne bi ostala kakšna zapisana ali vklesana sled o naši zgodovinski preteklosti. Nasprotniki naših želja in pravic so raznoliki. Od tistih, ki si želijo, da ne bi obstajali v evropskem prostoru, preko tistih, ki bi nas radi imeli v nekakšnem folklorno-indijanskem rezervatu, mimo tistih, ki so nas cela desetletja pitali s postopnostjo in bi nas radi kategorizirali v različne predalčke, do onih, ki naj bi bili simpatično razpoloženi do nas, dejansko pa nam krnijo dostojanstvo in si pričakujejo neko čutno potrpežljivost od nas. Žalostno spoznanje je, da smo v zadnjem desetletju doživeli marsikatero metamorfozo strani sil, ki so nas podpirale. Je pa res, da najdemo večkrat zaveznike v okoljih, ki si jih do pred desetletji nismo znali predstavljati. Priprave na manifestacijo so trajale 2 meseca. V odločitvah raznih vodstev je končno v pomladi 1984 prišlo do preokreta. Pokazati v omikani obliki našo moč in odločnost, da se ne bomo utrudili v iskanju resnice in pravice. Že predolgo smo se omejevali na poročila, spominske listnje, študije, razlage in osnutke. Značilnost priprav je bilo iskanje enotnosti med različnimi skupinami, pronicljiva propaganda, pokrivanje z informacijo vsega prostora, koder živi slovenska narodnostna skupnost. Travnik je na dan pred manifestacijo kazal običajno sobotno lice z vrvežem po trgovinah, prometom in bežno slutnjo, da bo naslednji dan nekaj posebnega. Na to so opozarjali tu pa tam plakati, ki so pozivali na zborovanje. Zakaj travnik? Zato, ker bi nam trga Unita v Trstu ne bi dali, drugega pa nismo hoteli. Zato, ker je v Trstu bilo ozračje dosti bolj vroče. Zato, ker je Gorica bliže Benečiji in Kanalski dolini in torej bolj v središču ozemlja, ki ga prebivamo. Na soboto so potekale tudi zadnje priprave. Proti manifestaciji se je dvignilo letalo, ki je trosilo letake nad mestom. Pozivali so Slovence, naj ne nasedajo maloštevilnim fanatikom. Še vedno ni nihče slutil, kako bo naslednje jutro. To dokazujejo tudi nekateri članki po italijanskih sredstvih obveščanja, ki so napovedovali kulturno prireditev s prisotnostjo Slovencev iz Nove Gorice. Goriška občinska uprava je izdala poročilo, s katerim je grajala pobudo kljub zagotovilom župana in podžupana, ki sta 5 dni prej obljubila prisotnost in pozdrav.
Gorica se je 20. maja prebudila z jasnim nebom in z napovedjo sončnega vremena. Grad, vladna palača, stanovanjske hiše na travniku in zaprte trgovine z maloštevilnimi pešci na pločnikih so kot običajno obeleževali nedeljsko jutro provincialnega mesteca, ki ima to značilnost, da leži na križišču. Na križišču dolin in cest, rek, grebenov in ravnine, na križišču narodnosti, na križišču političnih sistemov. Tudi vsutje ljudi iz Cerkve svetega Ignacija in prvo sveto obhajilo sta bili običajni sliki pomladnega travnika. Nam sta ti dve sliki pomenili dokaz, da nismo povzročili svojo pobudo izrednega stanja, da nismo spremenili običajnega utripa mesta, razen seveda za čas, ki je bil namenjen zborovanju. Premikanje avtomobilov ni spadalo v nekakšna vandalska dejanja, temveč v varnostne ukrepe s strani prireditelja in strani sil javnega reda. Preveč izkušenj imamo v Italiji z atentati o priliki ljudskih zborovanj, da ne bi poskrbeli v tej smeri. Potem se je začel tisti neobičajni, navdušujoč in večpomenski 20. maj, ki ga imamo sedaj že v zavesti, a ki nam je bil še ob 10:30 uganka. Kot prvi so se pojavili Benečani, Rezjani in Kanalci. Iz severne strani so prišli na trg, da bi tudi smerjo dokazali, odkot prihajajo. O tem, da bodo prišli, ni nihče dvomil, a njihov sprevod je bil veličasten po številu, po napisih in po slogu, ki je izpričal na eni strani stoletno potrpežljivost, na drugi trmasto vztrajnost. Kakšen premik v miselnosti in praksi. Slovenci z Benečije manifestirajo na javnem trgu svojo narodnost, potem, ko jim noben italijanski režim ni 120 let priznal slovenskih šol, potem, ko jih je gospodarsko izseljevanje razpršilo po zahodni Evropi. Manifestirale so generacije, ki so doživele povojni trikolorizem. Slovenci z Goriškega so prihajali po vseh vpadnicah, okoličani v gručah, prebivalci mesta posamič. Najmanj 35 let se jih ni nabralo toliko na enem kraju, da bi izpričali, da so izročila trpežnejša od vsakodnevnih ovir, občasnih napadov in dolgoletnega odrekanja pravic. Njihovo število je izpričalo, da zadeva globalna zaščita vse občane in ne le tiste, ki delujejo po raznih ustanovah in organizacijah. Svojo prisotnost so hotele izraziti tudi vse državna sindikalna združenja, ki so svojo prisotnostjo simbolizirala podporo tiste demokratične večine, ki sprejema našo skupnost kot nekaj samo po sebi umevnega. Številčno so vsekakor prevladali Slovenci z Tržaškega, ki so se v dveh rekah razlili na trg. Kilometrske vrste avtomobilov so se premikale po državni cesti, poseben vlak je pripeljal na postajo, 2/10 avtobus je parkiralo pri Rdeči hiši. S svojim prihodom so za dolgo ovrgli občutek, da omalovažujejo goriško stvarnost. Manifestacija
je bila enotna zemljepisno, miselno in organizacijsko. A v tej enotnosti je prišla do izraza ljudska fantazija. Napisi, parole, barve, znaki, risbe so izražale vzdušje posameznikov, skupin, društev, organizacij in ustanov. Prisotne so bile vse stvarnosti in dejavnosti, ki jih premoremo. Ugibanja o številu prisotnih so nihala in končno se je ocena ustalila pri 12 tisočih. V Pregljevih Tolmincih beremo: v nekaj minutah so kmetje napolnili ves široki prostor na Kornu. V svojih domačih oblekah iz rjavega sukna, mezlana ali samo v prtenicah, s klobuki, ki so imeli široke krajce, za katere so bili zataknili šojino in drugačno perje, so bili kaj mrka vojska, zlasti še, ker niso bili praznih rok, temveč so imeli orožje, ki je tem bolj strašilo, ker ni bilo ene vrste. Vendar je bilo videti, da strahovito oboroženi ljudje niso tako strašni. S travnika je segal šum množic prav na grad, kamor je pobegnil podglavar Strasoldo z 12 svojimi dragonci. Skozi okno je opazoval množice pod seboj. Pokrile so ves trg in še so se ljudje gnetli iz ulic vanj. Kaj pa danes? Koliko so nam grad, državna palača, policija, cerkev naklonjeni? 20. maj je bil za vse presenečenje. Marsikoga je spravil veliko zadrego. Niso mogle spraviti v zadrego nikogar besede, ki so jih govorniki posredovali prisotnim, a tudi odsotnim. Ponovili so znane misli, posredovali so znana spoznanja, že 100 in več, a o prisotnosti 10 000 glave množice je vse drugače izvenelo. Černo iz Benečije je dejal: nas, beneške Slovence, prikazujejo kot Italijane, ki doma uporabljamo slovensko narečje.
Zato nam oporekajo priznanje statusa manjšine, da nas prisilijo zavrniti rodno besedo. Vendar Slovenci Videmske pokrajine ubiramo pot potrditve značaja našega slovenskega teritorija, branimo solidarnostno povezanost med vsemi Slovenci kot naraven odnos. Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Race je povedal: "Terjamo tak zakon, ki nam bo nudil možnosti, da ohranimo našo identiteto in da postanemo enakopravni državljani. Zato nam mora biti dana možnost, da sodelujemo pri oblikovanju njegove vsebine. Odklanjamo kakršnokoli preštevanje ali posebne postopke, zato da bi si priborili narodnostne pravice. Oboje je zaradi nepopravljivih krivic, zaradi neenakopravnosti slovenskega človeka in zaradi nerealnih zahtev v očitno škodo slovenski manjšini." Nobene oblike ugotavljanja torej, saj je predobro znano, v katerih občinah žive Slovenci. Goriški pokrajinski svetovalec Jože Cej je dejal: "Zbrali smo se tu na travniku, na prostoru, na katerem se že več kot 1000 let vije nit naše zgodovine. Ta prostor je za nas zgodovinsko obeležje, je eden od simbolov dolgotrajnega boja za boljše in pravičnejše odnose med ljudmi, za prijateljsko sožitje, za mir med narodi. Zato je nam travnik domač, kot je tudi domač našim bratom iz Kanalske in Rezjanske doline in iz Benečije, z Krasa in iz Tržaškega zaliva." Predstavnik stranke Slovenske skupnosti je potrdil: "Uzakonitev pravic narodnostnih manjšin je tudi problem demokratične doslednosti italijanske družbe same. Demokratičnost neke družbe namreč ocenjujemo tudi po stopnji zaščite, ki jo nudi večinski narod manjšinam. Brez spoštovanja manjšinskih pravic je sklicevanje na odporništvo in na demokracijo prazna fraza. Praznih fraz in obljub pa smo naveličani. Danes imamo vso pravico pričakovati dejanja." Predstavnica Sveta slovenskih organizacij Ferletičeva je dodala: "Tudi Slovenci, ki smo po mednarodnih dogovorih ostali izven meja matične države, nočemo izkrvaveti. Nočemo biti ponovna žrtev to pot tihega nasilja, nočemo biti razmrcvarjeni na 4 kraje in v 4 vetrove." Komunistična senatorka v italijanskem parlamentu Grbčeva je zaključila: "Globalne zaščite ne vsiljujemo nikomur, a jo zahtevamo zase, za vse, ki smo in ki se čutimo in hočemo biti del te skupnosti, ki govorimo slovenski jezik in smo državljani Italijanske republike. Želimo, da se nemoteno razvijamo, da se razvija naša kultura in druge dejavnosti. Zahtevamo, da se tudi za nas Slovence v Italiji spoštuje ustava in izvajata njen 3. in 6. člen. S svojo prisotnostjo, s svojo istovetnostjo, s svojo dejavnostjo, s svojo etnično in kulturno povezanostjo z matičnim narodom, Slovenci v Italiji
ne rušimo, pač pa nasprotno, krepimo načelo 3. člena italijanske ustave o nedeljivosti republike, ker bogatimo njeno splošno kulturno in družbeno stvarnost, zaklad njenih demokratičnih vrednot. Vino teče najče